Kateri so tisti projekti, ki bi jih najprej, če postanete župan, česa bi se lotili, kaj bi bila prioriteta? Govorimo o določenem projektu, a na splošno. Ker določeno, tako prej smo imeli vprašanje že to, določen projekt je pokritje avtobusnih postajališč. Zdaj to posmo, da je to projekt s cestam, pa to je treba narediti, to je treba prvo narediti. Zato, ker imamo totalno neurejena oba glavna avtobusna postajališča z pokritost plus klopce. To je dejstvo. Druga stvar bi se pa fokusiral na turizem, to je dejstvo. Tam je treba, to moramo pa mi prioritetno reševati. To zdaj ne pomeni to, da je bilo podeželje ali pa karkoli zapostavljeno, daleč od tega. Vemo, da so pomanjkljivosti povsod, bom rekel, ampak turizem je pa turizem, ker tudi... Torej, kaj manjka? To sem že turizma. Začel bi že kar prva stvar pri turizmu je turistično-informativni center. To sem že prvo naredil, da bomo sploh mi to vedeli, oziroma da bomo vedeli obiskovalci občine Mežica, kam so prišli. In to bi jaz lahko direkt povem, to bi dal jaz na zdajšnjo tržnico. In tam narediš turistično-informativni center plus eno prodajalno z lokalnimi sredstvi, bodi si skuto, bodi si suhimi salamami, bodi si medom, rotnih umetnosti, pač nekaj, kar predstavlja občino Mežica. Torej, turisti ne vedo dovolj določeno, kako se to vrni? Ne morajo vedeti, zato ker to vem pa jaz iz prve roke, jaz 12 let sem se vozil v Ljubljano, ostalo na ših. 70% mojih, ali pretiravam, 60% mojih sodelavcev je bilo zdaj zipline 2 leti. Črno na Koroškem poznajo vsi so se peljali skozi Mežico. Da ne bi bil jaz iz Mežice. Ampak da bi podzemlje pece, ki... Ja, samo zgleda je premalo oglaševanja in točno na tem je treba narediti poudarek. Mi ga moramo bolj spomagati, bolj oglaševati, da bo ljudje vedeli, kaj je podzemlje pece. Jaz bi tako rekel, absolutno, prav gotovo tic, absolutno. Ampak, gledajte, tisti, ko pride v Mežico, pravzaprav tudi tic rabi, ampak najbrž ne pride v Mežico zato, da gre v tic. Na področju oglaševanja prav gotovo veliko več. In se to strinjam in smo tudi zapisali za domačo naravo. Poglejte, povedal bom dejstvo. Turistična destinacija podzemlje Peca je do sedaj v teh letih, letos ima 25 let delovanja in bo čez 3 dni strani župana občine Mežica prejela občinsko priznanje za to, bi rekel, sprejela 500.000 obiskovalcev. Torej, to, da ni podzemlje Peca prepoznano, ne drži. 500.000 obiskovalcev od nastanka. Torej, vsako leto več kot 20.000. In vse ostalo pa pravzaprav mora biti nadgrad. Se strinjam in tule noter pravzaprav, pogledajte, tu smo se mi spet eno stvar, ki smo se jo lotili od spodaj navzgor, od spodaj navzgor, ne od zgora navzdol, da bo o tem odločil župan. Ampak tule noter smo imeli leto dni pa pol strategije razvoja in trženja turizma v občini Mežica. 4 produkte smo prepoznali, to je pohodništvo, kolesarjenje, kulinarika in seveda vse povezano v podzemlje Peca in tisto javno infrastrukturo, ki bo občina v to dodala, to je pa ta doživljajski park Štalekarca, ki je tule noter zravno, pravzaprav pomeni tista celota. In verjamem, da nam bo pri tem uspel. Kaj je pa, da bom enim stavkom povedal, kaj je pravzaprav moto. Vsi, ne župan, ampak vsi so rekli, da mora občina razvijati butični turizem, ki spoštuje lokalno okolje in omogoča gostu močno doživljajsko izkušnjo. Torej, prepoznali so, da kakorkoli že ni prioriteta zdaj hotel z 100 nastanitvimi možnostmi, ampak da se pravzaprav preko hostlov, preko teh apartmajev, savna cimrov, ki jih že imamo, pravzaprav ta stvar nekako butično razvija in da z tem butičnim turizmom raste tudi kultura, bi rekel, lokalnega prebivalstva, da ta turizem prepoznajo kot podjetniško priložnost. Najslabše je, da če pridemo mi, če boste zdaj po Mežici hodili ob
ob desetletnem trudu, da smo mi v geoparku Karavanke pravzaprav žal ne kot očitek, ampak kot dejstvo, prav Mežičarji zelo malo poznamo to. In če ne bomo sami začeli tega, bi rekel, živeti, če ne bomo sami to prepoznali, tudi z bistveno bolj podjetnim pristopom, pravzaprav nam noben od zunaj ne bo to šel pa prodajal, zato ker enostavno, poglejte, zgraditi hotel z 50 sobami pomeni toliko pa toliko ljudi od zadnje. In če bomo tudi imeli hotel, pa če ne bomo imeli kompletne infrastrukture, kompletno z kadrom, bo ta hotel pravzaprav propadel.